Jo, Čau. Davor in Andraž iz Desitec TV in danes sva res precej navdušena, ker vam lahko verjetno kot ena izmed prvih v Sloveniji na hitro predstavlja iPhone 13 Pro. Ta najnovejši profesionalni iPhone, ki ga je Apple predstavil na svojem dogodku 14. septembra. Sej se še spomnite tistega dogodka, ker sem jaz malo zašvical pri live streamingu. Zdaj gremo pa nazaj na temu kupku. Spet nas je vrglo dol. Ker ga je YouTube dal na blokiranje dol zaradi domnevnih avtorskih pravic, naslednji dan pa ugotovil, da je bilo vse kul. Andraž je pa med tem užival v Parizu, pa jedel žabje krake, pa ne vem, kva še vse delal, a ne, Andraž? No, ampak brez vize se je vremenil, ker je bilo. Bolj je pomemben, da se vi naročite na tale YouTube kanal. Ja, in naj jo spremljate na Facebooku, Instagramu, Twitterju in pa TikToku. Hvala. Sva upala, da bi nam nekako radi dobiti vse 4 telefone iPhone 13 serije naenkrat, kot ta večji tech youtuberi, ampak nažalost še nisva tam in s tem, kar sem naštel, nam lahko ful pomagate, da mogoče do tja nekega dni prideva. A ja, pa res se še enkrat upravičujeva za tisti spodletel streaming. Dela je šlo kar dosti noter, na začetku je dobro kazal. Sva se vsaj veliko naučila, kako handlati nadaljne streame, predstavitvenih dogodkov. Najprej se morava zahvaliti najni kolegici, ki nama je posodila tega 13 Pro, ker brez ni šans, da bi ta video za vas lahko tako hitro posnela, tako da res hvala ti, Eva. Hvala. Tole tudi ne bo neka poglobljena ocena tega telefona, ker preprost nisem imela dosti cajta, da bi lahko v detajle sprobala napravo. So pa to neki najni prvi občutki o telefonu in stvari, ki sva jih opazila med tem, ko sva ga sploh imela. Pač, če tako hitro dobiš iPhone v roke, moraš res narediti video o tem, a ne? Ja, kot lahko vidite iz unboxinga, je škatla zelo majhna, ker Apple več ne daje vanjo punilcev zaradi svoje okoljevarstvene politike. Noter dobite samo telefon, brošurico s podatki in Appleovo nalepko in kabel z USB-C na strani polnilca, ki ima Lightning priključek na drugi strani za v telefon. Čeprav upava, da se ta Lightning glede na zadnje zahteve EU kmalu spremeni v USB-C. Drugače je pa to, kar dobite v škatli. Midva sva telefon dobila v Sierra modri barvi, malo spominja na sivkasto, tudi odvisno od kota gledanja, je pa sigurno ena najljubša, pa tudi najbolj promovirana strani Apple. Na prvi pogled Apple res ni kaj bistvenega spremenil na letošnjih iPhonih, kar mu očitajo mnogi kritiki in do določene mere je to res, ni pa čisto vse isto. Če bi vam jih pokazali en zraven drugega, bi verjetno težko na hitro vedeli, ker res ni nekih velikih razlik. Dizajn je skoraj isti kot lansko leto. Imate škatlasto obliko z zaobljenimi ostrimi robovi, lepo zamrznenim mat finišem na hrbtišču in svetlečim ogrodjem iz nerjavečega jekla, ki ga morate redno pucati zaradi prstnih odtisov. Predtem vas mogoče reši samo uvitek, ki bi ga po najnem mnenju fajn imeti bilo gor, če ste že kupili tok drag telefon. Ampak pozor, uvitki iz lanskoletne 12-ke ne bodo pasali gor, ker je 13 Pro letos vseeno debelejši in ima večji modul za objektive. Mislim, samo pogledajte te grbe odličja, ki štrlijo ven, sploh v primerjavi s prejšnjimi iPhoni. Čeprav glede na kakšne Androide, pa to sploh ni to dramatično, če bolj pomislim. Telefon je letos tudi cirka 20 gramov težji od lanskoletnega 12 Proja, ker ima vse tudi večjo baterijo in lahko vam poveva, da se to pozna, ko ga držite v roki. Se pa pozna tudi pri tem, koliko cajta vam baterija sploh drži. Apple trdi, da bi vam mogla letos zagotoviti 1,5 ure več uporabe kot lansko leto. Mislila, da je temu tudi res tako, ker telefon sva res intenzivno cel dan uporabljala in baterija je kar zdržala v bistvu dobro. Mr. Who's the Boss je na svojem kanalu že naredil tudi primerjavo bolj intenzivno med zadnjimi iPhoni na trgu, kjer si je 13 Pro zelo dobro odrezal. Bova dala tudi link v opisu spodaj, tako da baterija je res impresivna, sploh če pomislite, da ima 13 Pro višje osveževanje zaslona, o katerem bova več rekla tudi v nadaljevanju. Da je temu tako, je poleg večje baterije treba pripisati zasluge tudi A15 čipu, ki je letos pri 13 Projih nenormalno boljši. In to celo za 40% boljše kot napram navadni 13-ki.
Predvsem se to pozna tudi pri igrah, ker ima več grafičnih jeder. Za povprečnega uporabnika je to itak čisto neopazno, ker se to pri uporabi praktično ne pozna. Ampak vseeno, da je že toliko velika razlika napram lanskoletnemu A14 je res mind-blowing. Chills, literal chills. Ampak dajmo še malo se na dizajn vrniti. Poleg večje teže je edina na zunaj komi opazna razlika manjši noč oziroma zareza za selfie objektiv in prepoznava obraza. Poudarek je nares komaj, ker na prvi pogled razlika skoraj ni vidna, čeprav je horizontalno manjša kot lansko let, ker so slušalko pospravili v zgornjo obrobo telefona. Midva večji napredek pričakujeva naslednji let, ko naj bi imel 14 Pro luknjo na mizi zareze za selfie objektiv. Zelo zgodne. No, vsaj glede na zelo zgodne govorice. Tako kot tudi pričakujeva, da bo Apple končno začel nazaj kazati procente napolnjenosti baterije. Mislim, Apple, dajno. What the fuck? Zadnja in najbolj opazna stvar, ki jo boste opazili predvsem tehnološki navdušenci, pa je to, da ima ekran na 13 Pro končno 120 Hz osveževanje vsebine na svojem prekrasnem OLED zaslonu. To mi je tudi kolegica, ki nam je posodila, omenila, da je hitro opazila to razliko. Super pri tem novem zaslonu je, da telefon spusti osveževanje iz 120 Hz na samo 10 Hz, ko na ekranu ni dinamične vsebine, recimo. Da pa špara na energiji in lahko tudi podaljša trajanje baterije. Apple je sicer res med zadnjimi začel uporabljati to tehnologijo, ki so jo pa imeli Androidi že 2 let in več na večini telefonov. Ampak bolje pozno, kot nikoli. Dejstvo je, da je bil iOS že od zmeraj eden izmed najbolj spoliranih operacijskih sistemov s tekočimi animacijami in to še celo pri 60 Hz. Pri 120 Hz je uporabniška izkušnja še toliko boljša, ker res vse gladko teče. In prav vesela sva, da se je tukaj tudi Apple končno pridružil trendu. Apple tudi obljublja, da bo spremljal, kako vsaka aplikacija deluje in probal prilagoditi osveževanje glede na potrebe aplikacije, kar je zelo pohvalno in mislim, da bo za marsikoga to hitrejše osveževanje velik faktor pri nakupu novega iPhona. Še zmeraj nam ni jasen, zakaj niso dali Always On display sicer gor, kot je to pri velikih androidnih telefonih z AMOLED zasloni. Sploh glede, da ga ima Apple Watch že vgrajenega. Če pa se zdaj preselimo na hrbtno stran, se na prvi pogled zdi, da ni bilo nekih večjih sprememb. Mogoče edino lahko opazite, da leče na modulu za kamere so večje, bolj štrlijo ven in to grbo lažje zapacate s prsti, kot na 12 Proju ali pa sploh na 11 Proju. Ampak spremembe so. In prva je ta, da ne boste rabili kupovati večjega Pro Maxa, da bi dobili boljšo kamero, ker se letos običen 12 Pro in 13 Pro Max, kar se kamer tiče, identična. Vse kamere pri 13 Pro imajo 12 megapikslov, baje z večjimi senzorji kot lani, na glavni kameri pa je dobil tudi stabilizacijo s premikanjem senzorja, ki jo je imel samo lanskoletni 12 Pro Max, kar dodatno pomaga kompenzirati trsljanje roke. Skaklej. 13 Pro ima na telefoto objektivu letos večji trikratni zoom, ki je odličen za delanje portretnih fotografij in lahko digitalno do 15krat poveča, ampak tam valjda pri tem zoomu kvaliteta fotk pade. Ultra širokokoten objektiv dela tudi dobre fotke in sprejme pa je do 92% več svetlobe kot lani noter. Ta objektiv je letos dobil še autofokus, s čimer na krajših razdaljah prestal na možnost makrofotografije. Ponavadi ima velika večina drugih telefonov zato posebej dodaten objektiv, ki je dosti za nič in fotke ne izpadajo lih prav dobre. Makrofotke so bile pa tukaj pri najmu testiranju super in s tem je Apple dejansko dosegel, da je s temi 3 objektivi dosegel funkcionalnost 4 objektivov. It's simple math. It doesn't make any sense. Glaven objektiv je še zmeraj izvrsten za delanje fotk podnevi, ampak razlika tukaj ni tako velika v primerjavi z lanskoletno 12 Projem. Velika večja razlika je pri nočnih fotkah, kjer senzor vase sprejme 2,2krat več svetlobe in so nočne fotke občutno izboljšanje, z manj šuma in manj umetne osvetlitve. Ker so telefon dobila sam za kratek cajt, vas lahko tudi glede tega preusmeriva na Mr. Who's the Bossa, ki je naredil bolj poglobljeno primerjavo kamer Pro modelov.
ker je Apple zaenkrat samo omenil, ampak še ni uvedel funkcije ProRes za snemanjem videov z vsemi podatki za boljšo postprodukcijo, je niso mogla sprobati. Sva pa sprobala kinematografski način, ki je v bistvu kot nek portreten način za fotke, samo da je za videe, ful hudo. Samo malo. Gre se za to, da telefon med snimanjem prepoznava oddaljenost subjektov v kadru in izbranih podatkov po potrebi zamegljuje subjekte ali pa fokusira na nje. A je fokusiran? Ja, zdaj fokus na tebi. Ok, zdaj kao stran pogledam ti. Ročno premakniti fokus na Ja, recimo na tiste kov za tabo. Ok, ja. Neki so rekli, da če stran pogledaš, da bi mogel sam fokusiti, ampak ne vem, zakaj to trenutno ne dela. Ja. Ko si začel govoriti, je na te fokusirali spet, tako da... Ok, pa je dober. Sam veš, kaj je tle dober, ker saj lahko sam spreminjaš fokus, ne tako pri Samsungu, ko pač je nekaj fokusira, ni nje. Po mojem, da je še fokus malo boljši, pa še tracking fokus je, da če hodim, da je skozi. Ja? Se namen fokus. Ja, ti sledi, cel cajt. To naj bi, vsaj v teoriji, omogočali, da kar z iPhone-i snimate toliko kvalitetni videe, kakor jih v Hollywoodu s profesionalnimi kamerami. Ampak ker je to šele prva generacija, so rezultati malo mešani. Včasih namreč ta funkcija deluje boljš, včasih slabš, s tem, da po dnevu načeloma deluje boljš kot po noč, ker takrat bolj lovi fokus. Dejstvo je, da algoritmi zaenkrat še niso na nivoju, ko bi ta stvar res delovala 100%. Tako da je zaenkrat to bolj kot ne sam za zabavo, je pa zabavno. Ampak enega dne utegne res dober delati. In tistega dne bova midva verjetno kupila iPhone za snemanje. Pa bova. Bomo videli. Veliko boljš pa delujejo tako imenovani fotografski stili, za katere Apple trdi, da sicer niso filtri in v bistvu delujejo tudi malo drugače. Res je. Fora je v tem, da iPhone-i po defaultu delajo fotke, ki spadajo zelo resnično, v naravnih barvah. Ja, ljudi imamo pa v večini rajši bolj barvno nasičene fotke, ker so potrdila tudi midva. Lansko leto v najinem videu o skrivnem testu kamer. Link bo pripet tukaj gor nekje. Ti novi stili lahko spremenijo ton in pa toplino fotk. Recimo, da fotknemo tole bajtico. Zdaj eno za primerjavo. Pa da tukaj, to je bilo rečimo Rich Cool. To je standard od iPhone-a. Pa recimo, ne vem, mava warm-up option, pa lahko tukaj toplino spreminjava, tukaj pa ton. Pa recimo mava tako. Recimo, evo, ta je vibrant, standard, in pa lahko primerjaš kakšne dela. Čista razlika recimo med to, a med to. Vidim, ne. Tako da vaš iPhone iz defaulta dela take fotke, kot recimo Samsungi ali pa Xiaomi. Bolj všečne. Še par zaključnih misli, predno midva končava. Apple mora letos pohvaliti za izhodiščno velikost notranjega pomnilnika. Končno so dali 128 GB in ne samo 64 GB na osnovne verzije telefonov, kot je bilo to včasih. Hvala Bogu, končno Apple. Če na svojih fonih res sklanujete veliko fotk ali pa videe, lahko 13 Pro kupite tudi v izvedbi z 1 terabajtom shrambe in verjameva, da bo to zelo prav prišlo za tiste, ki bodo snemali v ProRes video, ker bodo tam posneti fajli res ogromni. Podjetje Cupertino mora res tudi pohvaliti, da so letos obdržali enake cene za vstopne modele kot lansko leto. V določenih regijah so jih celo pocenili. Pri nas sicer lahko 13 Pro s 128 GB dobite pri A1 za 24 obrokov po 43 € na mesec, za 256 GB verzijo pa boste mogli izkašljati še 5 € več na mesec. Evo, to je to. Misliva, da sem vam s tem kar podrobno predstavljala 13 Pro na podlagi najinih prvih občutkov, ko sva se malo igrala z njim. Iskreno misliva, da je letos 13 Pro boljši nakup kot obična 13-ka, glih zaradi višjega osveževanja zaslonov in boljše kamere, ker je glih kontra, kot je bilo lansko leto. Tudi načeloma bi mogli biti. Ja. Za vse tiste, ki imate iPhone X in starejše modele, se vam letos načeloma res splača nadgraditi. Če pa imate novejše iPhone, recimo iPhone 11 ali pa 12 serije,
pol morate pa sami presoditi, koliko sta vam višje osveževanje zaslona in malo boljša kamera pomembna. Če vam nista poj teli letošnji iPhone imej, bi res niso nek velik napredek in še niso za vas. Če pa so vam, pol pa definitivno Komod predlagava vsaj 13 Pro in 13 Pro Max. Če imate še kakšno vprašanje v zvezi s 13 Pro, nam ga napišite spodaj v komentarjih. Midva pa se greva še malo igrati s tem. Fajn greva. Peva. Čau!